kot se razodeva v Jezusu Kristusu, je takšen, da se približa človeku, da govori človeku, da komunicira, želi komunicirati s človekom. In zato nam je namenjen Sveti Duh. Ko govorimo o Božji govorici, včasih kdo pomisli, da je Božja govorica nekaj nezemeljskega, nekaj prav posebnega. Pa reče sveta Terezija Avilska, mistikinja pa pravi, običajni način, kako Bog govori človeku, je, da po človekovih mislih, čustvih, čutenjih in podobah. Torej, nič nekaj prav posebnega. In tukaj se umešča razločevanje duhov, torej prepoznavanje, na kakšen način govori Bog in na kakšen način govori skušnjava, ker tudi skušnjava govori po človekovih mislih, čustvih, čutenjih in podobah. Ampak okus je pa zelo različen. Čutenjsko, čustveno, miselni okus govorice Boga ali pa govorice skušnjave je zelo različen. Bom zdaj povedal primer, ker na primeru se morda še lažje to lahko spozna. Se spominjam obdobja življenja, ko mi je bilo veliko do tega, da bi bil dober kristjan. Torej, da sem želel poglobljeno moliti, poglobiti se, biti dejaven. No in je še kar šlo, ampak vendarle sem pa znova in znova v sebi našel en glas, ki mi je govoril: Ma Milan, poglej, tole ti ne uspe, pa tole ne gre, pa tis bi lahko boljš, pa bolj poglobljen bil in tako naprej. No in ta glas je bil spremljan z enim okusom grenkobe in žalosti. Ampak takrat sem mislil, da je to Božji glas in sem to kar sprejemal, pa verjel temu. Potem šele, ko sem bolj v globino spoznal, da je Bog dober, da je Bog ljubezen in da Bog drugače govori in da tudi, če mi ima kaj zared za kakšno spremembo, mi to govori ljubeče, z vabilom, s spodbudo, z eno močjo, ki mi jo daje. Torej, čisten drug okus je bil. Torej, okusi so zelo različni in to je umetnost razločevanja duhov, ki spada v naše duhovno življenje. To je nekako prva faza prepoznavati Božji glas od skušnjave in da postajam domač z Božjim glasom. Potem je pa še naprej korak, kako pa prepoznam Božjo voljo v smislu, kaj Bog želi narediti po meni, kam me pošilja. Sem vesel, da ste za postno pot izbrali področje razločevanja duhov in vam želim, naj bo ta pot skozi postni čas ob tej temi obilno blagoslovljena.